Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, en lep pozdrav tudi v naši tedenski izdaji, v kateri bomo danes plesali tudi po tipkah oziroma več povedali o visokem jubileju, ki ga Glasbena šola Risto Savinj Žalec praznuje v tem šolskem letu. In profesorica klavirja na Glasbeni šoli v Žalcu, magistra Magdalena Navodnik, je danes z nami. Magdalena, pozdravljena. Pozdravljena. Se bova kar tikali, a ne? Ja, kot vedno. Če dovoliš, tako Seveda. kot vedno. Seveda. Že velikokrat smo delali, predstavljali uspešne projekte, tako Žalske glasbene šole, kot tudi druge, v katere si vpeta. Danes pa v glasbeni šoli, ki tudi praznuje, kot sem že omenila, visok jubilej, in sicer 60 let svojega delovanja. Nekaj podatkov, ne bom te zdaj čisto izprašala po šolsko, kako in kaj. Sem pripravljena. Čeprav verjamem, da si tako pripravljena. Bom pa malo več povprašala o tej knjigi, ki ste jo v sklopu te visoke obletnice, 60-letnice, torej izdali v Žalski glasbeni šoli od leta 1957, torej ima glasba v Žalcu organiziran pomen, a ne? Tako. Torej, imamo zelo veliko glasbeno šolo. Ja, nova, že zdaj nekaj leta. 37 učiteljev, 10 na klavirskem oddelku, bom povedala, ker sem pač jaz tudi del tega oddelka. Potem imamo 4 oddelke, skupaj 513 učencev, kar smo lahko zelo ponosni, ker je tako mali kraj. Se spomnim časa, ko sem organizirala koncertne abonmaje, ko so se čudili, koliko je toliko velika količina učencev, da obiskuje. Se mi zdi, da je na takole knjižica se spodobi ideja našega gospoda ravnatelja, magistra Gorazda Kozmusa. Tudi je bilo darilo vsakemu učencu, tako da je šlo vsako družino. Poudarimo ime svojega skladatelja, na katerega smo zelo ponosni, Risto Savina. Zdaj se bliža v maju tudi koncert z glasbo Risto Savina, koncert profesorjev, ne učencev. Letos je res leto velikih prireditev, vedno smo do zdaj imeli veliko malih koncertičev, nastopov. Vedno je številka je večja, kot so dnevi v letu nastopov. Letos je to strnjeno v koncertih po oddelkih, tako da ima skoraj vsak oddelek. Jaz sem prišla zdaj tukaj sem na kratko predstaviti, ker sem del tega oddelek naših instrumentov s tipkami. Sem spadajo klavir, seveda največji, harmonika in balet. Še zaenkrat ni svoj oddelek, čeprav je izredno velik oddelek, ki izredno uspešno deluje, se vedno tudi na zunaj zdaj že zelo vidi. Tako da imamo eno kombinacijo, ideja je zasnovana od Irene Kraljeve. Ona je tudi povezovanje naredila, v prvem delu se predstavijo harmonikaši, v drugem bo pa en tak glasbeni spektakel, ki moram reči, da sem zadovoljna, da ga naša glasbena šola s kvaliteto, ki jo ima, sploh lahko doseže, ker program od Camilla Saint-Saënsa spada v resno literaturo, zraven bo orkester učiteljev, pod vodstvom profesorja Janoša Rosijeviča, na 2 klavirja. Govoriva zdaj, Magdalena, že o plesu tipk, ja, jaz sem kar prešla to. Ki ga pripravljate. Ja. To je zdaj tudi rdeča nit najnega pogovora, ne? 11. aprila ga pripravljate, ne? 11. april, to je zdaj naslednji teden v sredo, je nastop. V bistvu je projekt zajet na tak način tudi, da je učno predstavljeno za vse učence klavirskega oddelka, cel teden se samo okrog tega vrti. Ogledi bojo možni tudi preko generalk, tudi v sredo dopoldne, ob 4:30 je generalka, za tiste karte so žal zelo hitro pošle za prireditev. Že 3 tedne prej jaz računam, ker veliko je bilo pri drugih oddelkih ponovitev, da tudi tule, če bo dovolj lep in dovolj kvaliteten, kar sem sigurna, da bo. Smo vsi prepričani tako. Priprave tekajo od decembra. Sama imam 3 nastopajoče, tudi sodelujemo med seboj z učitelji, ker sta zdaj 2 klavirja. Igrajo res z našega oddelka starejši učenci, ker je pač literatura tako težka, so res oktave pa podobne stvari. In ne morejo manjši otroci, drugače bi sigurno še dosti talentov, ki bi tudi tu zraven prišli, ampak letos smo se tako odločili. V prvem delu ima harmonikarski orkester, ima tudi eno tako noto povezovalnost, skozi eno čarobnost, tako da vse skupaj bo vpeto v en tak program. V eno tako celoto? Ja, enourni približno program, zelo
Zelo dobro. V dvorani Žalskega kulturnega doma, ne, boste pri vaših sosedih, torej, ne, čisto blizu. Prvo je zaradi samega projekta na oder spraviti 2 klavirja, potem še prostor za plesalce, mislim, naš oder šolski tega ne prenese, je premehen. Čeprav ga imate, ne, tudi lepo urejenega, tudi dvorano v Žalski glasbeni šoli. Dvorana je, za potrebe šole je čudovita. Čisto super, ja. Dovolj velika in lepa. Magdalena, zdaj smo že nekaj časa v Žalcu vajeni, da na vaših koncertih, prireditvah, ki so v večini brezplačne, tudi tokrat je tako, a ne, pa vseeno moramo prevzeti vstopnice ravno zaradi tiste gneče, da res se ob pravilnem številu ljudi, koliko jih gre v dvorano, tam nekaj okrog 420, se mi zdi v Žalsko dvorano, da se res doživi tisto prijetno občutje. Ampak vstopnice pa moramo imeti, ne? Ja, vstopnice so nujne. Dogajalo se zelo zaradi velikih projektov, zaradi obiska, da so zunaj ostajali ljudje, prav zunaj, da ni bilo več prostora not, da tudi za tiste, ki so stali, ni bilo prijetno. In s tem se izognemo tem navalom. Mi smo seveda zelo srečni, da je naval, ne? Da smo toliko cenjeni iz strani staršev, vsem obiskovalcem se že vnaprej zahvaljujem, tudi do zdaj, in je res dober občutek. Ampak ravno zato pa morebitne ponovitve potem poskrbijo za to, tako da čisto vsi pa pridejo na svoj račun in da si pogledajo. V sklopu 60. obletnice se bova še vrnili na ples tipk, ko bova še enkrat povabili vse naše gledalke in gledalce. V sklopu 60. obletnice pa, Magdalena, ste tudi že pripravili kar vrsto zanimivih projektov, pa tudi nekaj jih boste še pripravili, ne? Ste kar pridni, ste kar si resno vzeli, ne? Tako da projekt je zdaj ples tipk, potem je še veliki tolkalni projekt, konec 24. maja, 15. je pa večer Savinove glasbe. Ti 3 dogodki so še, bili so pa res veliki dogodki za nazaj. Predstava Risto Savina prvič, baletna predstava, Čajna punčka, potem so imeli Citrali zdaj v marcu, za nazaj, kaj še lahko. Izjemni odzivi. V bistvu je kar težko karkoli spustiti, si glasbena pravljica zapihala, prav v obliki pravljice za malo manjše otroke. Za vse je bilo poskrbljeno letos, za vse čute. Začeli smo z narodno-zabavnim ansamblom pred to našo Ki ga tudi imate, v sklopu glasbene šole? Ja, zdaj glasbena je tako pokriva vsa področja, mi še vedno, bom rekla, vse jasno, na prvem mestu učimo klasiko, ampak vse ostale stvari nismo več tako zaprti, tako da imamo vsega, imamo tudi jazz orkester na šoli. Super. Se je v teh 60 letih verjetno kar marsikaj spremenilo, no ti še tukaj nisi 60 let, si pa kar dobršen del, da si lahko videla, ne, kako se ta zvrst... Res, jaz sem na tej šoli od začetka svojega delovanja pedagoškega in sem kar ostala, glede tudi, da še vedno mi je čast, da lahko delam tu. Zelo se širimo, vse se vidi tudi po številki. Mislim, da zelo pripomoremo kulturi v samem mestu. Kar je izjemnega pomena, kar je videla tudi lokalna skupnost, na lanskem občinskem prazniku, ki ga občina Žalec praznuje 6. septembra. Ste dobili najvišje občinsko priznanje? Veliko nagrado, ja, smo bili zelo ponosni vsi, glede tudi na vsa naša mednarodna udejstvovanja, na nagrade, ki jih dobimo. Sem vesela, da na občini opazijo naš trud. Na vsaki prireditvi, ko govori župan, jasno pove, da to ni samo delo v sklopu službe, da skoraj vsi delamo veliko več, kot je potrebno. Tudi tale projekt zajema ne samo sobote, ampak eno pripravljenost, tudi otroci so takšni, moram reči, da pridejo. Z veseljem, ja, pa vedno pri tem, ko se gre za veselje pri glasbi, se mi zdi dostikrat zelo povezano s trajnostjo, pa z eno odločitvijo, samo veselje žal ni dovolj. Tudi talent je 3%, tako se trdijo poznavalci, vse stalo je splet okoliščin, od pridnosti do, bom rekla, trme mogoče, trdne volje, evo, to je ene vrste, pa ene odločnosti, zdaj bom pa to, in prideš do konca in narediš en projekt. Pridni ste, tudi seveda brez mentorjev, profesorjev ne bi šlo, ker se mi zdi, da ste kar tudi vi tista gonilna sila, ki pelje vse skupaj naprej, in verjamem, da bo še najmanj 60 let peljala vse skupaj. Takrat pa upamo, da bo že kje počivala lepo v kakšnem zasluženem počitku, kje ob kakšnem sproščenem vzdušju, a ne? Jaz mislim, da bom vadila takrat, jaz si svoje življenje, za mene za zdaj življenje, bom rekla,
neke vrste počitek in zabava skozi razna dela, ki jih opravljam, mi da se čedalje bolj pogosto srečujemo, ali sem tu dobrodelno, zdaj sem tu pač s svojim poklicem. Moram reči, da uživam življenje na tak način in ga združuješ meni ne bo zmanjkalo. Ostane veliko knjig, ki so za prebrati, veliko skladb, ki jih bom imela bolj časa resno mogoče zvaditi. Se pravi, bodo tipke še vedno tisto? Ja, ne vem še točno, bom videla, kam me bo življenje zaneslo. Ampak trenutno pa morajo biti tipke kar zdaj dobro v tvoji družbi. Se pravi, koncert Harmonikarskega orkestra pianistov, omenila si, da bomo res videli res čudovit koncert, dobro uro, si rekla tam nekje. Ja, mogoče sem pozabila povedati, je tudi tematsko obarvano. Na začetku, ko pridejo ljudje noter, so slike, ki so zdaj otroci na to temo, ker je živalski karneval je zastavljen prav iz živali, nekaj posebnega, je mogoče taka zelo barvita glasba, zato tukaj zraven tudi balet, da si to ljudje lažje predstavljajo. Bolj bo zastavljeno tudi spektakularno, torej nekaj za videti in bo na začetku tudi razstava, ki otroci so narisali čez 200 slik na to temo. Bo vse upeljalo. Za vsakega nekaj, tudi bo paša za oči, ne samo za ušesa. Verjamemo, kot ste nas že tolikokrat presenetili, verjamem, da bo tudi tokrat. Oziroma zdaj že ljudje, ker lahko vemo, kaj pričakujemo od Žalske glasbene šole, ker se vedno potrudite, predvsem držite tisti nivo kvalitete, ki ga je skozi generacije verjetno težko obdržati, ampak to je tista vztrajnost, pa trda volja, ki si jo prej omenjala. Tudi odvisno od idej, mislim, da je ideja Irene Kraljeve, tale je unikatna, mi smo v začetku malo da, kaj pa bo, pa tako težko, pa to... Ampak je treba biti sodeluje drzen cela včasih, glasbena šola, to se pravi vsi ostali učitelji so morali naštudirati ta program, da lahko spremljajo z orkestrom. Zelo veliko truda je notri, vpetega, različnega, zraven vseh stvari, ki so jih do zdaj delali vsi. Tako da jaz bom rekla, se iskreno zahvaljujem celemu orkestru učiteljev, da so sploh želeli to. Lahko bi tudi rekli ne, ker sami dajte kaj narediti. Pa tudi baletnemu oddelku, da je prišel zraven, ker je le ples tipka, ne zajema vse, zato sem jaz prišla s to idejo, da bi pa mogoče pa le takole javno se zahvalili vsem že vnaprej, ki sodelujejo na ta način. In prav je tako. Lahko pa se naše gledalke, gledalci pa zahvalijo tako, da pridejo vas pogledati, vam potem tudi zaploskati. Čeprav rekla si, da karte so že kar hitro, oziroma jih je šele kaj nekaj na voljo. V določenih situacijah Žalska dvorana v kulturnem domu, ko se gre za glasbo, prevelika in je prazna. Ko se gre za našo glasbeno šolo, zadnje čase vedno polno. Jaz sem bila zadolžena za reklamo in sem svoj del zelo resno vzela. 3 tedne pred dogodkom so bile karte za ta dogodek, ki je ob 7 uri že razpredane. To pomeni, da so sedeži razprodani. Se dostikrat zgodi, da kako stojišče, pa da kdo ne pride, to je tista nerodno, zelo kako poskrbeti. Mislim, da se poslušati generalko ob 4:30. Torej, ker tudi za vse učence je nekje mišljeno, ker vsi niso prišli pravočasno in oni nekako kot vzgojni del, ker ta teden je cel teden okrog tega projekta, pa tudi o pogovorih okrog tega projekta, da oni to poslušajo. Verjetno še bo kakšen termin, za katerega še ne vem. Ampak ko bomo tudi mi to povedali. Dobro, Magdalena, torej koncert Harmonikarskega orkestra in pianistov glasbene šole Žalec, ples Tipk, vse skupaj v sklopu 60. obletnice v Domu drugega slovenskega tabora v Žalcu ob 19.11. aprila. Tako. Hvala lepa, pridemo tudi mi pogledat, Magdalena, vse dobro. Prijeten koncert in pa kaj naj rečem, kmalu spet na videnje v našem studiu. Hvala, Saška, za vse. Srečno, tako. Svidenje. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, od glasbe pa gremo pogledat, kaj je Bogdan Rahten, kolega, počel v Velenju. Nedavno so namreč paraplegiki tam prevzeli novo vozilo, več pa v reportaži, ki sledi. Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske deluje na območju 33 občin Savinjske regije in združuje 135 članov, ki so gibalno ovirani zaradi poškodbe hrbtenjače. Za njihove aktivnosti je izjemnega pomena, da lahko za prevoz uporabljajo prilagojeno kombinirano vozilo.
S pomočjo občin, dobrodelnih organizacij in posameznikov so zbrali 45 tisočakov, ki so jih potrebovali za nakup novega vozila, saj je obstoječe zaradi intenzivne uporabe dotrajalo. Izjemno dejavno društvo je sredstva za kombi zbralo v okviru projekta Kar me ovira, me motivira. Od tega dogodka bo v nekem smislu odvisno delo in delovanje našega društva. Mi smo že v lanskem letu pričeli z mislijo, da moramo zbrati sredstva za nakup novega kombi vozila. Rekli smo, da bomo to naredili skozi en projekt, poimenovali smo ga Kar me ovira, me motivira. Na ta način so želeli med ljudi prenesti posebno sporočilo. Za doseganje kakršnih koli ciljev ni nobenih ovir, tu mi sami dokazujemo skozi športne uspehe, pa tudi uspehe tistih naših članov, ki se sicer s športom ne morejo ukvarjati, pa so kljub temu premikajo meje mogočega navzgor. Pri zbiranju sredstev so najprej naleteli na posluh pri obeh mestnih občinah v regiji. Potem so k projektu pristopile vse ostale občine, na področju katerega delujemo. Pomagale so nam številna podjetja, Lions klubi, potem posamezniki. Pri vsem skupaj pa je vendarle prisotna tudi grenkejša plat. Smo pa ob tem tudi žalostni, ker nimamo nobene podpore države. To je že naš drugi projekt, preko katerega smo zbirali sredstva za nakup kombi vozila. Mi le upravljamo storitve, ki bi jih mogla država. Če mi peljemo človeka v bolnico in za njega ni drugega prilagojenega vozila, potem to pomeni, da mi upravljamo družbeno koristno delo. Moje mišljenje je, bi vse lahko pomagali pri predelavi kombija, ki recimo v našem primeru stane čez 14 tisoč, skoraj 14 tisoč pa pol evrov. Organizatorjem akcije do dneva predaje ključev, ki jih je prejel Franc Ivenčnik, ni uspelo zbrati vseh potrebnih sredstev, a je manjkajočih 7 tisočakov na koncu primaknila velenjska občina. Se mi zdi prav, da to akcijo uspešno zaključimo in moj predlog bo, ne vidim pa razloga, zakaj ne bi bil sprejet, da mestna občina Velenje iz proračuna pokrije ta manko. Koliko prevozov pa v društvu sploh opravijo oziroma potrebujejo? Letno imamo okrog 200 uporabnikov, ki se seveda ponavljajo. To so tudi uporabniki sorodnih društev, ker si med seboj pomagamo s prevozi, kadar gre za kako večjo prireditev, potem pač prosimo sosedno društvo, paraplejikov, da nam pomaga pri prevozu. Zdaj, koliko je to na dan, bi težko rekel, ker se razlikuje. Včasih je več uporabnikov na dan, pa več kilometrov in je kombi v pogonu zjutraj, včasih tudi od 6 pa zvečer do 10 ure, ko se zaključijo. Je pa zelo težko, vse potrebe zadovoljujemo. Moramo tudi večkrat prositi, če koga drugega, ki ima prilagojen prevoz, da upravi prevoz za nas. Recimo, če nekoga pelje v Ljubljano, pa imamo mi na društvu kako dejavnost, potem z enim kombiju je to nemogoče izvesti. Ko začnete razmišljati o nečem večjem, vam ob najemu stanovanjskega kredita z izkušnjami in znanjem pomagamo do ustrezne rešitve. NNV za vse, kar sledi. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Novi Mitsubishi Eclipse Cross. Edinstven v vseh pogledih. Že od 19.890 evrov naprej. Drive your ambition. Brez velikih zgodb.
brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Nekatere prelomnice nas spodbudijo, da začnemo razmišljati o nečem večjem. Zato se vam ob najemu stanovanjskega kredita celovito posvetimo, ter vam z izkušnjami in znanjem pomagamo do ustrezne rešitve. NLB. Za vse, kar sledi. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Toliko v naši tedenski izdaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Zdaj smo že zakorakali v mesec april. Zimo smo pregnali, pa upamo seveda, da bo pomlad čim prej prišla v naše konce. Za konec pa še tista rubrika, ki jo že vsi dobro poznamo. Upravna enota Celje svetuje. Načelnik upravne enote Celje Damjan Vrečko je tudi tokrat z nami. Do prihodnje srede pa lep pomladni pozdrav. Radi bi ogradili parcelo in nas zanima, koliko mora biti odmaknjeno od meje. Ograja bi bila žičnata višine 1,75 metra. Po uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje spada ograje višina 1,75 metra med enostavne objekte, ki se lahko gradijo oziroma postavijo brez gradbenega dovoljenja. Gradnja enostavnega objekta ne sme biti v nasprotju s prostorskim aktom občine, ki velja za območje predvidene gradnje. Zato vam priporočamo, da na pristojni občini najprej preverite, če je gradnja takšnega objekta sploh mogoča in pod kakšnimi pogoji. Če je poseg skladen z določili prostorskega akta, pa je treba pridobiti tudi soglasja pristojnih soglasodajalcev. Če se bo poseg izvajal v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture oziroma na varovanem območju. Odmike od parcelnih mej lahko določa sam prostorski akt in je v tem primeru za investitorja obvezujoč. Če pa odmik v prostorskem aktu ni določen, pa je postavitev ograje na parcelno ali ob parcelno mejo, ko bi zaradi izvedbe del morali poseči na sosedovo zemljišče, mogoča, vendar samo ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča, oziroma soglasje verjetno ni potrebno, če postavitev ograje izvedete izključno na svojem zemljišču in jo na svojem zemljišču lahko tudi vzdržujete, sama postavitev ograje pa ne bo negativno vplivala na sosedno zemljišče. V vsakem primeru predlagam, da soseda zaradi dobrih medsosedskih odnosov obvestite o delih, ki jih nameravate izvesti.